dobrodošli, da ste prišli na odprtje tehle dveh prostorov, ki so povezani z delom in ustvarjanjem Branka Drakonja. Torej, tule imamo Hemingwayovo zbirko in v zgornjem nadstropju tako imenovan Groove Design Studio, ne? Ali Brankovo galerijo. Predno gremo naprej s formalnostmi, bi pa seveda jaz prosil Brankovo boljšo polovico, akademsko igralko Nevenko Vrančič, da naredi en majhen, priložnosten in temi ustrezen recital. Tole knjigo Ivana Rova sem pred kratkim spet odprla in našla. Mogoče, da gre tem ostalinom Prve svetovne vojne. Eni jo že poznajo. V izvedbi Mire ste jo že slišali. Pokojna Mireja. Tožba zarjavele mine. 20 let samičica, na dnu morja devičica, 20 let sem plakala, ladje nisem učakala. Pijan mornar polagal me, na dno morja odlagal me, odnesel me je morski tok, sedaj sem zapuščen otrok. Se čoln ne zgubi, sile v meni gnijejo, želje pa ne minejo. Druge mine so že vse svoj predragi cilj našle, zame pa nikogar ni, srce bolno rujavi. 20 let samičica, na dnu morja devičica, 20 let sem čakala, solze vase plakala. Lestva strupena se vzpenja v oblak, spodaj se trese ves zemeljski tlak. Maurica zlodejeva, Marsov prestol, verižniki letajo gor in pa dol, težke kropilnice v rokah drže, ubogo človeštvo z veseljem more. Gori na stolu bok vojne sedi, bombici vsaki on srečo deli. Pade na polje, požge zelenjad, kane na drevje, uničen je sad. Bomba na njivi, vse žito zgori. Bomba na trti, več vinčeca ni. Deda se spušča na sleherno stvar, kadar zaliva jekleni vrtnik. Še eno bom povedala od Toneta Pavčka, ker imam ravno v delu. Doktor Potočnik, to sem prvi življenju izjavil, tako da sem šparal za to. Saša je pač naštel neke nazive. Jaz sem danes tukaj zaradi tega, ker sem Brankov prijatelj. Jaz sem povsem prepričan, da večina vas je dalj časa prijateljuje z Brankom, kakor jaz. Jaz sem ga spoznal pravzaprav v Ljubljani, ko smo delali razstavo Žični obrok okoli Ljubljane. Takrat smo delali pomanjšano oziroma tričetrdinsko maketo bunkerja in seveda Branko kot scenski umetnik bi to lahko naredil iz stiroporja, pa sem ga seveda jaz enostavno odbil, zaradi tega, ker je bil predrag. In smo to naredili originalno iz opeke, tako da Branko se ti opravičujem tukaj, oprosti. Pač nisi zaslužil, ampak smo se pa spoznali. Tako zares smo začeli sodelovati pri tem projektu Hemingwaya in potem še drugih, tako da je bilo kar nekaj knjižnih in ostalih projektov, ki smo jih dali skupaj. Ampak tako, jaz sem bil pravzaprav presenečen, ker so mi rekli, da moram povedati nekaj besed ob tem res pomembnem dogodku. Ampak se pa veliko vozim po Sloveniji in tako, ker sem po osnovni izobrazbi arhitekt, tudi restaurator in konzervator. Predvsem pa se ukvarjam s kamnom, se pravi, ukvarjam se s starimi stvarmi in jih hočem ohranjati za bodočnost. In gledam te spremembe po naši deželi. In seveda, tisti, ki ste starejši, vprašate še večje spremembe. Jaz opazim gromozanske spremembe. Seveda, toliko časa ne moramo zaiziti, to bi bilo neumno, to je butasto.
Ravno tako pa takisto bi bilo nemogoče oziroma butasto vse, kar je starega, zmetati stran, dati v nič, ne, to je pomembno. Se pravi, če ne poznamo svoje preteklosti, svojih predhodnikov, kako bomo poznali svojo prihodnost, svojo bodočnost. Jaz sem tukaj, sem v bistvu še malce bolj, ko bi temu rekel, neposredno rečem, če ne poznamo svoje preteklosti, ali si prihodnost sploh zaslužimo. Ne? Se pravi, to je ena tista misel, ki me pravzaprav žene skozi življenje. In sem vedno v dilemi. Ne? Ja, jaz seveda trdim, da si ne zaslužimo prihodnosti, če ne spoštujemo preteklosti. In to, kar Branko počne tukaj, je tako izredno pomembno, da mi je iskreno žal, ne, da se o tem ne pogovarjamo na nekem nacionalnem nivoju. Ne? Pravijo, da menedžer je tisti, ki stvari izpelje pravilno, ampak vodja je pa tisti, ki si zadane prave stvari, se pravi, ki se zadane prave cilje. In Branko je vedno sledil temu, da si zada, da dosega prave cilje. In zaradi tega mu jaz tudi tukaj na tem trenutku iskreno čestitam v svojem imenu, v imenu moje stroke, v imenu Slovenije ti ne morem čestitati, žal, ne. Upam pa, no, da bo nekoč Slovenija, da bo nekoč družba to prepoznala in da se ti bo zahvalila za vse to, kar si postoril do zdaj in kar še boš postoril. In da bo Slovenija rekla enkrat vsem tistim, ki so prezrti, hvala lepa. Tako da, Branko, hvala lepa, na mnogo leta, na zdravje. Ja, Branko, še ti dve besedi povej, dej se smo prišli zaradi tebe. Dve besedi povej, Zdaj je pa odprto, izvolite, poglejte si. Pojejte in greste domov. In evo, veselo nedelo.